Pa rešimo skupaj lastnosti funkcije. Imamo tole funkcijo, najprej moramo določiti definicijsko območje. To pomeni, da pa moramo povedati, kaj vse lahko vstavimo za x. Zdaj, za x vedno gledamo pač to, kakšni x-i so lahko. To vse so lahko x-i, a vidimo, do tukajle, do ničle. In od nič naprej. Edina točka, kjer ni nikjer določena funkcija, je ničla. Vse so druge. Recimo, če je x1, je tam vrednost funkcije tokle, ali pa pri 2 je vrednost funkcije tok, pri 3 tok. Edino pri nič ne moramo določiti. Zato rečemo, da je definicijsko območje df enako od minus neskončno, se pravi od tukajle, pa do ničle. Unija od nič do neskončna. Lahko pa napišemo tudi, da so to vsa realna števila brez nič. Oboje je prav. Če gledamo zalogo vrednosti, pa gledamo, kakšen je lahko y. Se pravi, tukaj pogledamo y. Kaj je lahko y? Aha, y tukaj gor je, to je, do tukaj je y. Kaj to pomeni, da tukaj je? Se pravi, za vse te točke vsa enkrat je graf vsa enkrat sekan. Lahko je tudi večkrat. Pod tem pa ni več, grafa ni. Ker je naš graf navzdol omejen, zato potem za zalogo vrednosti napišemo, da je zaloga vrednosti od tukaj, torej od -4 pa do neskončna. Od -4 pa do neskončna. Kje je dana funkcija negativna? Za negativno funkcijo, negativna funkcija pomeni, da pogledamo, kdaj je funkcija, da je graf funkcije vspodaj. Prav nekje tukaj. Kje je negativna? Vse posod tukaj dol je negativna. In zdaj moramo pogledati, za katere x-e je negativna. Ja, negativna je očitno do tukajle. Za x-e, ki so tukaj. In x-e od tukaj naprej. In zdaj to zapišemo, torej kje je funkcija negativna? Zopet to je interval od minus neskončno pa do semle. Katera točka pa je tukaj 0,5 in katera je tukaj tudi 0,5. Zdaj tukaj je minus 0,5. Tukaj pa plus neskončno. In napišemo. Se pravi, dana funkcija je negativna za x-e, ki so elementi minus neskončno do minus 0,5, unija od 0,5 do neskončno. Če bi pisali pa pozitivna, bi pa zapisali interval od minus 0,5 do 0,5. Kje dana funkcija narašča? Prav zdaj pa gledamo, kje funkcija narašča. Funkcija narašča tam, kjer se moramo s kolesom peljati po kloncu navzgor. To pomeni tukaj ta funkcija narašča. Ampak zopet moramo določiti x-e, za katere ta funkcija narašča. Aha, se pravi sem. Tukaj se pa potem dol spustimo, tukaj pa pada. Torej rešitev bo od minus neskončno do nič. Zopet napišemo x je element od minus neskončno do nič. Vedno je pomembno, da pišemo, kakšni so x-i. Je funkcija soda ali liha? Pogledamo. Ta naša funkcija je simetrična na našo y-os in zaradi tega je soda. Torej, ta funkcija je soda. Koliko asimptot ima? Asimptote so črte, kateri se funkcija približuje, pa se je ne dotakne. Ena od asimptot je ta, navkr y-os. Vidimo, funkcija se ji približuje, vedno bliže bo šla, pa se je ne bo dotaknila. Hkrati je asimptota tudi tale črta pri -4. Ta je vodoravna in sicer je y enako -4, ta je pa navpična, x je enako nič. In če je naše vprašanje, koliko asimptot ima, je odgovor 2. Napiši enačbo vodoravne asimptote, če obstaja. Vodoravno smo povedali, da je ta, y je -4.
ker za vse točke na tej grafu ima y minus 4. Zapiši vse ničle dane funkcije. Kje so pa ničle? Ničle so tam, kjer sekajo os x, kjer graf seka, to je tukaj pa tukaj, se pravi, minus 0,5 pa 0,5. In napišem, x1 je minus 0,5 in x2 je plus 0,5. Kaj lahko poveš o omejenosti? Ja, ta funkcija je navzdol omejena, ker obstaja najnižja točka. Pod vodoravno asymptoto ni več funkcije, zato rečemo, da je omejena z 4. Se pravi, je navzdol omejena z y je minus 4. Napiši predpis za dano funkcijo, zato pa potem prepoznamo, da je ta funkcija v bistvu potenčna funkcija in sicer z negativnim eksponentom, to je funkcija y je x na minus 2, to poznamo, ali pa 2n, na neko sodo potenco, lahko tudi x na minus 4, x na minus 8, tukaj ni treba točno določiti, lahko pa napišemo 2n, pomembno pa je, da je za 4 dol spuščena, zato napišemo še minus 4. Se pravi, predpis bo x, y je x na minus 2n minus 4. Zdaj pa trditve. Funkcija predpis, ki neodvisni spremenljivki določi odvisno spremenljivko, to seveda drži, ker mi vemo, da funkcija vedno nekemu x določi neodvisno y. Oziroma neodvisni x določi odvisno y. Začetna vrednost funkcije je točka, kjer graf funkcije seka abscisno os. To je res, začetna je vedno tam, kjer graf funkcije seka. No, zdaj vidimo, da ni res, če bi pisali tukaj ordinatno os, bi bilo to res, ker pa piše abscisno, tam je ničla, kjer seka abscisno os je ničla, kjer seka ordinato je abscisa, kjer seka ordinato je začetna vrednost, zato to ni pravilno. Asimptota funkcije je premica, kateri se graf funkcije približuje, to drži, to je čist definicija asimptote. Funkcija je liha, če je simetrična na ordinatno os, se pravi recimo takšna funkcija, ta funkcija ni liha. Funkcija je liha, kadar je simetrična na koordinatno izhodišče, se pravi na to. Se pravi, to odgovor je ne. Vrednost funkcije f od x je logaritem x z osnovo 3. Vrednost te funkcije je 3, za x je 9, poglejmo. Če imamo logaritem, pa za mesto x vstavimo 9, z osnovo 3, se vprašamo 3 na koliko 9, to je 3, ne? In to je res, tako. Ničli funkciji sta minus 5 in 6. Zdaj, če bi jaz tole hotela razstaviti, bi bilo to x minus 3 krat x plus 3. In ničle krat x plus 2, zato ker je, pardon, ne plus 2, minus 2, zato ker je minus 3 krat minus 2 je plus 6 in minus 3 minus 2 je minus 5. Ničli sta torej 3 in 2. Če bi pa vstavili minus 5 noter, je pa to minus 5 na kvadrat je 25, minus 5 krat minus 5 je plus 25 in še plus 6. Vsekakor vidimo, da to niso ničle. Če je graf celoti narisan nad absciso, povsod funkcija narašča. To seveda ne drži. Lahko imamo recimo takole graf, je povsod nad absciso, ampak vidimo, da tudi pada. Če je funkcija simetrična na y os, potem je soda, to smo že prej povedali, da to pa drži, ne? Recimo primer sode je tudi ta. Graf linearne funkcije je vedno naraščajoča funkcija, nikakor ne drži, imamo funkcijo, ki je linearna, pa pada. Prav, ne? Kvadrat funkcije je vedno omejena navzgor in navzdol. Kvadratna funkcija je vedno omejena navzgor in navzdol, nikakor ne drži. Držalo bi, če bi pisali, je omejena navzgor ali navzdol. Tukaj gre v neskončnost. Torej, to tudi ne drži. Zdaj pa skiciramo graf funkcije, za katero velja, da ima ničli pri 2 in 5. Se pravi, če je tole 1, pa to nič, pa to 1, pri 2 in pri 5. 3, 4, 5. Začetna vrednost je minus 2, se pravi, tukaj seka y os. Na intervalu od 2 do 5 je pozitivna, se pravi, mora iti nekje takole.
je navzgor omejena, no to smo že naredili, ima asimtoto -4, 2, 3, y je -4 je tukaj, se pravi, to je tole. In če je tukaj asimtota, pa gre čez to skozi, se mora temu v neskončnosti približevati takole. In to je naš graf. Napiši 5 lastnosti dane funkcije. Zdaj lahko napišemo definicijsko območje. Te funkcije so vsa realna števila, ker lahko stavimo za x, kar hočemo. Tudi zaloga vrednosti so vsa realna števila, to sta že 2 lastnosti. Potem lahko napišemo, kje je funkcija pozitivna. Torej, funkcija je pozitivna, f od x je večje od nič, ali pa napišemo z besedo, kje. Ja, večje od nič je od tukaj pa naprej, ne. Za vse to je pozitivno, vidimo, vse gor. Napišemo za x-e, ki so element intervala od -1 pa do neskončna. Potem lahko določimo recimo ničle. Ničle so pri -1 in pri 2. Potem lahko povemo, kje je funkcija naraščajoča. Kje narašča? Narašča v bistvu povsod, kjer gre gor, se pravi, narašča naša funkcija za tele x-e, do tukajle narašča, vidimo, ko gre funkcija se veča, in potem za tele x-e, ker tukaj gre tudi funkcija gor. In bi napisali, da narašča za x-e, ki so elementi od minus neskončno pa do nič in od 2 do neskončno. In tako naprej, pa lahko gremo še kakšne druge pove. Kaj pa tele lastnosti? Tukaj takoj vidimo, da ima 2 navpični asimtoti, pa rečemo navpični asimtoti. Kateri sta? Ena je x je -2, druga je pa x je 2, to sta ti dve črti. Se jim približuje. Hkrati pa vidimo, da je asimtota tudi tole. In lahko napišemo vodoravna asimtota je pa y je 1. Kako je z ničlami? Ničle očitno samo tukajle. Napišem ničla x je 0. Kaj še vemo? Kje je pozitivna? Kje je funkcija pozitivna, se pravi večje od nič? Ja, večje od nič je za tele x-e, ker je tukaj gor, pa za tele. Ta vmesni del je pa negativna, to pomeni, pozitivna je za x-e, ki so od minus neskončno do -2, unija od 2 do neskončno. Še kakšna lastnost, recimo, kje narašča, kje pada. Tukajle vidimo, da funkcija narašča, pa tukaj narašča, drugje pa pada. To pomeni, da lahko rečemo, narašča kje? Narašča funkcija od za x-e, ki so od minus neskončno pa do -2, unija, prav zaiščemo naraščanje, narašča tukajle in narašča tudi tukajle. Zdaj bomo rekli, zdaj samo unija od -2 do nič, drugje pa pada. Hkrati vemo, da je funkcija soda, ker je simetrična na y os. Eto.